tvegajoč, da bo kdo spodbijal pravno osnovo za to, vlada pritisne na agencijo, da spremeni svoje stališče in tvega tudi očitek, da je to storila v okoliščinah, ki so bile z narodno-gospodarskega vidika slabe, ker je Auken do neke mere upravičeval svojo odločitev za nizko ceno delnic v prodaji, ali pa naj zaščitimo integriteto agencije kot neodvisne, če jih želimo odpreti popotnico v prihodnost kot agencije, ki bo dejansko samostojno in tudi odgovorno do konca odgovarjala za svoje odločitve. Odločil sem se za drugo pot, čeprav sem bil naklonjen temu, da bi dokapitalizacijo NKBM-a izpeljali za tujimi institucionalnimi vlagatelji. No, agencija je odločila drugače, zato sprejela popolno odgovornost. Meni tudi po posvetu z pristojnimi znotraj vlade ni bilo povedano, na kakšen način bi lahko vlada znotraj pristojnosti, ki jih ima, sedaj ugotavljala pravilnost ali nepravilnost ravnanja agencije. To pristojnost ima drugi. Agencija je pristojna, da odloča o imenovanju v nadzorne svete. Poglejte se, v tem pa je posebnost te agencije. In, bom rekel, radikalna, revolucionarna sprememba, ki smo jo doživeli in ki sem jo bil obljubil, namreč, da bomo, kolikor je le mogoče, pred vrati agencije, prej vlade, zadržali strankarske in druge apetite po položajih, ki bi morali biti od tega političnega ali kapitalskega ali drugega nelegitimnega vpliva odvisni. Tako da, gledajte, pri tej stvari, ki ni črno-bela, se pač treba odločiti za politiko, ki ima rep in glavo. Rep in glavo ima politika, ki agenciji krepi neodvisnost, ampak ki krepi tudi njeno odgovornost. In agencija je odgovorna za svojo odločitev. Jaz sem predsednici uprave tudi dejal, čez nekaj časa bi rad videl, ali je vaša odločitev o tem, da posežete v dokapitalizacijo NKBM zaradi domnevno nizke cene delnic, narodno-gospodarsko res opravičena, ker bo mogoče čez čas te delnice prodati po bistveno višji ceni. Bomo videli, če bo res tako. Če ne bo res, bo morala verjetno agencija povedati, ali je ravnala zmotno, ali bo prišlo do drugih okoliščin, ki bodo potrdile njeno domnevo. Vsekakor je pa za odločitev odgovorna. In drugače so drugi organi po uradni dolžnosti, kot sem obveščen, dolžni ukrepati. Ne vlada. Vlada ukrepa samo sektorsko politiko. Mi smo poslali 2 sektorski politiki na agencijo. Eno je politika na področju energetike, druga je na področju finančnega sektora. Agencija bo dobila tudi druge sektorske politike in dolžna jih je potem spraviti v strategijo. Strategija kot osnutek prej na vlado, vlada ga bo obravnavala in poslala v državni zbor. Mi potem tudi reči, da ste zadovoljni s tem, kako bi radi zadovoljni. Vsako moje mnenje bi bilo do neke mere nepotrebno stališče predsednika vlade glede tega vprašanja. Agencija je neodvisna, je samostojna. Če si dovoli vpliva na njene odločitve, s tem sama prevzema odgovornost. Če je deležna pritiskov, pa ne obvesti o tem pristojnih organov, je sama odgovorna za to, da ne stori nekaj, kar je dolžna storiti. Tako da, prosim, imamo agencijo, ki je po svoji moči in odgovornosti ena najpomembnejših agencij v Republiki Sloveniji. Ne ena, je najpomembnejša agencija v Republiki Sloveniji. Upravlja z kapitalskimi deleži države. Upravlja z našim premoženjem. Vlada ni brez odgovornosti. Vlada namreč potrdi strategijo upravljanja. Izvaja in uveljavlja pa jo agencija. In tukaj ima polno odgovornost. Od te ne more bežati. Jaz ne bom dopustil, da bo, ko bo agencija odločala pravilno in se bo izkazalo, da ni pri odločitvah nobenih težav, zato pravilno odločitev odgovorna agencija. Ko se bodo pojavile težave, pa se bo spraševalo vse okrog nje, zakaj in kako
bi lahko prispevali k drugačnemu početju. Ne. Agencija ima izrecno pristojno določeno zakon. Jaz bi se mogoče samo še lahko navezal na koncu. Pa se vam ne zdi, da bi tako pomembna agencija v državi morala biti tudi odškodninsko odgovorna? Sej, morate prebrati zakon in vam bo jasno, kakšne so odgovornosti članov nadzornega sveta in upravnega odbora. Rad bi povedal, da, in prosim, če javnost to prizna, da smo se kadrovskim odločitvam glede agencije zares posvetili tako transparentno, da se bolj ne bi mogli. Ker sem se zavedal skupaj z mojimi kolegi, da gre za najpomembnejšo agencijo, ki upravlja za največ premoženja, z vašim, mojim, z premoženjem vseh davkoplačevalcev, smo se odločili za javni razpis, odločili smo se za hearinge, torej za zaslišanje, tako za zaslišanja na kolegiju, neformalne narave, kot za formalne zaslišanja pred celim ministrskim zborom večkrat. In izbrali smo po svojih najboljših močeh. Če se ne bodo v državnem zboru izvoljeni upravljavci z državnim premoženjem izkazali kot učinkoviti, kot ljudje, ki imajo dovolj poslovne domišljije in ambicije za kakovostno in transparentno upravljanje, bodo prav gotovo pred državnim zborom morali zagovarjati svoje odločitve in bodo morda tudi zamenjeni. Nihče od nas ni nenadomestljiv. Hvala lepa.